Cenjene gledalke in gledalci, dobrodošli in lepo zdrav v oddaji predstavljamo vam. Bližajo se lokalne volitve meseca novembra in v oddaji predstavljamo vam, bomo predstavili tudi kakšne kandidate, ki so seveda se že odločili za to, da bodo šli na lokalne volitve v svojem okolju. Tako sedaj pozdravljam v našem studiu Angelo Bratuša, kandidatko za županjo v občini Cankova. Lep pozdrav. Pozdravljeni. Angela, vi ste že do sedaj bili v politiki, pravzaprav bili ste kot članica še ste občinskega sveta občine Cankova, torej razmere v občini Cankova gotovo poznate. In zakaj tale odločitev? Verjetno želite kaj spremeniti na bolje. Res je, sem že dolgoletna članica občinskega sveta v občini Cankova. Pridobila sem si zelo veliko izkušenj, tudi veliko znanja in sem ocenila, da je čas, da stopim korak naprej in se poskusim tudi kot županja, ker čutim, da lahko kot županja še marsikaj naredim za občino Cankova. Kot občinska svetnica, gospa Angela, veste, kakšen je proračun občine, kako in kaj se lahko s tem naredi. Sicer pa občinski svet, ki ni velik, ne nazadnje, in pričakujete seveda, če boste izvoljeni za županjo, dobro sodelovanje na tem lokalnem nivoju. Vsekakor pričakujem dobro sodelovanje z občinskim svetom, ker to je osnova za dobro delovanje občine. Tudi pomembno je tudi sodelovanje z občinsko upravo, ker uprava je pa vseeno tisti izvajalec vseh del, ki se v občini izvajajo. Poznam proračun, mi smo res mala občina, nekaj čez 2000 imamo prebivalcev, ampak vsi naši prebivalci, vsi naši občani si zaslužijo takšne pogoje, kak prebivalci drugih večjih občin in nameravam se truditi, da jim vse te pogoje čim večji meri izpolnim. Kaj vi vidite? Kje vi vidite priložnost občine Cankova v razvoju v prihodnjem mandatu? Je to morda priložnost v turizmu, je to priložnost, kajti več ali manj imajo občine tudi infrastrukturo že nekako urejeno in ni potrebno, ne vem, velike investicije. Morda pri vas drugače? Pri nas je še kar nekaj takšnih infrastrukturnih investicij potrebno opraviti, ni pa to tako strašno, ker veliko smo tudi v teh letih že naredili. Priložnost vidim v razvoju turizma, vsekakor osnovno stičišče bi moglo biti Ledovsko jezero, na katerem smo do sedaj vsi skupaj premalo naredili in tukaj vidim velik uspeh bodoče v turizmu. Vsekakor tudi bi dala velik poudarek na mladih in na razvoju podjetniških raznih dejavnosti, da nam mladi ostanejo v občini. Da se navežem na to temo, ste obmejna občina, mejite na sosednjo Avstrijo. Kako je tole sodelovanje bilo sedaj, kako ga vi vidite v prihodnje? Je morda tudi tu neka priložnost ali pa neka niša za mlade, da ostanejo vendarle v občini? Ja, tukaj vidim veliko priložnost, sicer smo že do sedaj se pelje en projekt z občino, sosednjo občino v Avstriji, ampak še ni zaživel in tudi tukaj je priložnost za nas, da nadgrajujemo to začeto pot in dodamo še kakšne nove vsebine. Še kaj takšnega bi bilo, kar bi veljalo izpostaviti, kaj specifičnega v občini Cankova? Izpostavila bi medčloveške odnose, ker poleg vseh finančnih zadev pa infrastrukturnih zadev se mi zdi zelo pomembno sodelovanje ljudi med sabo. Osnovni medčloveški odnosi med ljudmi v občini Cankova so dosegli, se mi zdi, najnižjo stopnico in je čas, da tudi na tem področju nekaj naredimo. Ne bova govorila v podrobnosti, v detajle, vendar veliko je bilo tega zapisanega v medijih, veliko je bilo govora o tem, pravzaprav razhod med sedanjim županom in pa med občinsko upravo, koliko sem jaz seznanjen in seveda v takšnih okoliščinah se občina, niti doma, družini ne da razvijati na bolje, kvečjemu seveda postajajo te razmere še bolj vplivajoče in to negativno. Kot sem že rekla, so odnosi še posebej med županom in občinsko upravo dosegli res spodnjo stopnico.
Verjamem, da se v takšnih odnosih ne more delati, ocenjujem pa tudi, da ti ljudje več skupnega stičišča tudi ne morejo v bodoče najti, zato ne vidim realne možnosti, da bi lahko ta uprava več z sedanjim županom sploh funkcionirala. Je pa to osnovno, ker človek, kako doma v družini, ne more funkcionirati, če niso dobri odnosi, na nobenem delovnem mestu ni rezultatov pravih, če niso odnosi porihtani. Absolutno tudi ni motivacije za delo zaposlenih in tako naprej. Občine, majhne občine, kot je občina Cankova, prosperirajo. Uspevajo, če je tudi občinski svet kot takšen skladen. Torej, tiste občine, ki se ne gredo neke velike politike, neke strankarske politike, ampak so vsi svetniki seveda in svetnice tiste, ki vidijo priložnost v tem, da so združeni, da lahko nekaj naredijo. Kajti, če se tukaj delajo neki poli, se to nekaj razdvaja, potem še težje delati. In zdi se mi, da je prav to bilo nekaj, je bilo podpore sedanjemu županu v občinskem svetu, nekaj je bilo nasprotovanje in seveda, če niso vse sklepčne, če ne dosegaš nekega konsenza za neko odločitev, potem so težave tu. Težave so tu, težave pri nas so, tudi v samem občinskem svetu so določena razhajanja, sicer so seje ponavadi zdaj sklepčne, ker je vseeno večina svetnikov nekako daje podporo sedanjemu županu. Jaz kot bodoča županja pa tudi pričakujem občinski svet in pošteno skupno delo, razgovor, pogovor, odkrite besede in ne vmešavanja glih velike politike, ker mi se v naši mali občini pa v našem malem občinskem svetu res ne moramo iti nekšnih opozicij in koalicij. Je dosti boljše, če smo vsi enotni. In držite skupaj, bova rekla, ne. Angela, je že znano, koliko je kandidatov, vi ste se dokaj zgodaj, v nekateri občini se še kandidati malce skrivajo, prikrivajo drugod, vi ste se dokaj zgodaj odločili za to, povedali ste zakaj, morda veste, koliko vas bo šlo kot kandidatov na županske volitve? Govora je o 3, mogoče celo 4, mogoče se bo še kakšen pojavil, tako da 3, 4 je sigurno. Torej, želim vam vse dobro na prihajajočih volitvah. Program, detaljni program, seveda, ki ga boste predstavili na shodih, na predstavitvah, še ni napravljen, zato še imate čas, treba malce še pomodrovati, verjetno tudi z somišljeniki, s tistimi, ki vam dajejo podporo. Ste samostojna kandidatka ali ste predstavnica oziroma kakšne stranke? Sem samostojna kandidatka, na volitve grem s podporo volilk in volilcev, s podpisi njihovimi in podporo 2 strank, mogoče pa še kakšne stranke, še kakšno stranko prepričam in jo pridobim. Program je pa še malo skrivnost, ker nočem, da mi konkurenca vse polovi, ne. Sem vseeno ženska, vsi drugi se pričakuje, da bodo moški in sem malo bolj skrivnostna. Bodi tako, zato tudi o tem nisva kaj veliko govorila. Verjamem pa, in kolikor vem, pred volitvami sedaj vas čaka do volitev veliko dela še, ne bo uspešno in srečno na lokalnih volitvah v občini Cankova. Hvala lepa in nasvidenje. Drage gledalke in gledalci, oddajo predstavljamo vam, bili smo skupaj z eno od kandidatk za županjo. Koliko jih bo v deželi, v Muri, to pot bomo videli, koliko bo izvoljenih. Ženske ste že tiste, ki bi morale nekako vsaj posredno pomagati ženskam pri kandidaturi, pa vse bo jasno tam meseca novembra, ko bodo lokalne volitve za nami. Do takrat, in seveda v oddajah predstavljamo vam bomo predstavili še kakšnega kandidata oziroma kandidatinjo. Srečno!